Dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji. Dober večer, gospa predsednica. Ja, nocoj je z nami gospa predsednica in prav vesela sem, gospa Marta Turk, da ste si vsem tem času vzeli čas, prišli in da bova kaj lepega povedali, koristnega tudi za naše gledalke in gledalce. Ste predsednica GZS, Zbornice osrednje slovenske regije. Pa preden morda kaj zvemo, katera zbornica je to, kaj sodi pravzaprav? Ja, osrednja slovenska regija je precej velika in seveda, kot že samo ime pove, v sredini Slovenije gre za zbornico, ki pokriva nekako 32 občin, kot mi radi rečemo, od seveda Ljubljane, pa čisto južno dol Kočevje, Ribnica, Kostelj, pa če gremo malo bolj severno Kamnik, vzhodno in zahodno Škofljica, Lavrica, vse to je nekako sodi v to področje, seveda, da ne bom naštevala vseh občin. In to nekako sodi v to osrednje slovensko regijo, kot je tudi nekoč bilo statistično porazdeljeno, zdaj se pa že nekaj časa malo spreminja. Denimo zbornica ima 32 občin v svoji regiji, kot jo poimenuje, medtem ko če primerjamo, kako ima razdeljeno to območna enota Zavoda za zaposlovanje, je pa tam 26 občin, ampak za razliko od nas imajo oni še idrijsko. Ampak drugače se orientiramo predvsem na to, odkot prihajajo naši člani, no in člani gospodarski subjekti, kot jim rečemo, prihajajo iz vseh teh občin, različno po številu ali pa po deležu, vsekakor pa tudi iz Kočevja so naši člani, tudi iz Kamnika, tudi iz Ribnice, tudi iz Kostela, kjer sem bila pred kratkim na obisku, ker imajo novo izvoljeno županjo, kajti ena od stvari, ki jo vsako leto oziroma na začetku vsakega mandata naredimo, je, da obiščemo vse županje in župane v tej naši regiji, se z njimi pogovorimo, kakšna so njihova gospodarska izhodišča in vidiki, kakšni so njihovi problemi in pričakovanja od zbornic in kaj lahko zbornica pri tem prispeva, da bi se na lokalnem področju izboljšale morda razmere, kajti zbornica osrednje slovenske regije, tako kot verjetno vsaka regijska zbornica, mora predvsem skrbeti za to, da izboljšuje poslovno okolje v lokalnem in regijskem okolju in preko vseh tistih iniciativ, ki prihajajo iz tega okolja, seveda mora posredovati vse te iniciative tudi navzgor, čisto tja do vlade, če se le da, kjer je treba seveda pritiskati na spremembe zakonodaje, ki naj bi omogočali to izboljšanje. Ravno kar smo slišali novice, da je vlada umaknila predlog v zvezi s tako imenovanim davkom na sladkor in vsekakor je to tudi ena od tistih aktivnosti, ki jo vse zbornice, tako obrtne kot tudi gospodarske, smo izvajale v zadnjem času, predvsem seveda v imenu naših članov, ki so tako ali drugače povezani s proizvodnjo izdelkov, v katerih je sladkor. In če se je recimo takrat ugibalo, ko se je ukinjalo obvezno članstvo in obvezni prihodki, pravzaprav ali bodo zbornice živele ali ne bodo, recimo po vsem tem času, se kaže, da so koristne, potrebne in da... No, to je zgodba, ki ima res že zelo dolgo brade, če lahko tako rečem. Jaz sem podjetnica od leta 1989 in ko sem vstopila v ta poslovni svet, seveda, ko sem dobila prvi račun za obvezno članstvo v Gospodarski zbornici Slovenije, takrat me je seveda zanimalo, zakaj moram plačati to članarino. Kot podjetnica, začetnica, takrat tudi slučajno nisem imela pojma, kaj mi lahko zbornica nudi. Zdelo se mi je pa malo trapasto, da moram plačati nekaj, za kar pravzaprav ne vem, kaj je v tem računu. Takrat sem začela spoznavati, kaj pomeni javnopravni model, zasebnopravni model, kar se tiče zastopanja gospodarstva. To je bilo še včasih, ko smo bili res še nekako čisto orientirani po starem, tako imenovanem jugoslovanskem sistemu in besedo v gospodarskih zbornicah so imela takrat predvsem tako imenovana velika družbena podjetja. Vedno več pa je nastajalo malih zasebnih podjetij, in tudi danes je situacija taka, da je v Sloveniji več kot 97% tako imenovanih mikropodjetij, malih podjetij, ki so jih ustanovili posamezniki ali skupina posameznikov. Gre za privaten kapital, za tudi privaten interes, ampak ne v smislu slabem, kot radi rečemo. Predvsem
gre za to, da mala podjetja ali ustanovitelji malih podjetij pravzaprav omogočajo nastajanje novih delovnih mest. To kaže tudi statistika, ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi, in da seveda ta mala podjetja morajo imeti svoj prispevek k gospodarski politiki, svojo besedo in svoj glas. No, in zbornice so zagotovo takšno okolje. Takrat obvezno članstvo je pomenilo za mnoga podjetja seveda nek nepotreben, tako imenovan davek, ker podjetja, posebej podjetniki v svojih začetkih se niso zavedali, da lahko postavijo določene predloge, zahteve, iniciative prav preko sistema, ki ga je takrat zbornica pravzaprav postavljala. Res je bilo na začetku težko. Nismo imeli besede kot zasebni mali delodajalci ali pa mali podjetniki, ampak ko smo začeli organizirati se po regijah, tudi vaša regija ima svojo zbornico in takrat je imela tudi svoje združenje podjetnikov Savinjsko-Saleške regije, smo seveda želeli na ta način vstopiti noter v sistem gospodarske zbornice in takrat je še bilo obvezno članstvo. Spominjam se, da v nekem obdobju tik pred spremembo sistema smo združeni podjetniki pri gospodarski zbornici dosegli določilo, da podjetniki, ki niso dosegali določene bruto letne realizacije na letni ravni, da preprosto so bili oproščeni od plačila članarine, kar je takrat pomenilo, da kakšnih 30.000 malih mikrogospodarskih subjektov ni plačevalo nobene članarine. In to je bila za njih velika prednost, kajti dobili so koristi, se pravi znanje, seminarje, izobraževanje, individualna svetovanja, tudi zastopanje, niso pa zato bili dolžni plačevati članarine. Ampak večinoma tega preprosto na začetku niti sam se ne zavedaš in ko smo spremenili sistem v prostovoljno članstvo, je seveda prišlo do kar velikega odhajanja članov na prosto tržišče, ampak odgovornosti zbornice, da vendarle diskutira z zakonodajalci o tem, kakšni so pogoji poslovanja, ostajajo enake. Nič se niso zmanjšale. Nasprotno, jaz mislim, da danes imajo zbornice še bistveno več takšnih obveznosti in da so tisti, ki so člani gospodarske zbornice, tudi glasnejši, kot so bili nekoč. Tudi mikropodjetja, mala podjetja, ko zaposlujejo, se zavedajo svoje delodajalske odgovornosti in tudi svojih delodajalskih pravic in seveda postavljajo določene zahteve. Tako da, če bi potegnila črto in primerjala, tako majhen gospodarski sistem, kot je naš, bi moral imeti pravzaprav organizirano zbornično zastopanje na način, da bi bil sicer obvezen, vendar da bi imel vsak podjetnik ali podjetnica pravico odločiti, v kateri zbornici pa se bo organiziral. Mi pa imamo tukaj kar malo zmede, a ne? Naše težave so v tem, da se včasih prekrivajo interesi pa zastopanja pa vsebine tako ene, druge ali tretje zbornice in slej ko prej se bomo morali dogovoriti, na kakšen način doseči to, kar je najbolj kritično, najbolj pomembno. Zmanjšati birokratske ovire, zagotoviti tak davčni sistem, da bo spodbuden za podjetnike, zagotoviti takšno delovnopravno zakonodajo, da bo spodbudna za poslovanje in predvsem mogoče tudi več pomoči pri internacionalizaciji. Toliko o zbornični vlogi in seveda, če govorimo o neki piramidi organiziranosti, vse se dogaja najprej na lokalni ravni, pa na ravni regije. Na ravni regije je zelo pomembno, da zbornica sodeluje tudi z razvojnimi agencijami, kajti tam se organizirajo tako imenovani strateški razvojni sveti, kjer se da predstaviti tudi interes gospodarstva in to so seveda te naše glavne naloge. Veste, še nekaj let nazaj, ko smo se tako srečevali z župani na začetku njihovega mandata, so dostikrat rekli, da sploh niso zainteresirani za gospodarski razvoj, kajti za njih je bilo tudi z davčnega oziroma vidika prispevkov, ki prihajajo nazaj iz skupne blagajne v državi, najbolj pomembno, da zagotovijo morda kakšno cesto, kakšen vrtec, kakšno šolo, pa so bili že nekako zadovoljni. Danes pa se bistveno bolj zavedajo tudi župani, kako pomembno je imeti znotraj svoje občine primerne delodajalce, ki zaposlujejo, pa tudi zaradi tega, ker vse več mladih ljudi odhaja iz teh krajev, ker najdejo seveda zaposlitev v večjih krajih in smisel
pravzaprav razvojajo v tem, da se mladi ljudje imajo kam vrniti v svoje lokalno domače okolje, kjer imajo pravzaprav že svoj dom, ampak bi bilo smiselno zagotoviti jim tudi zaposlitve. Zato seveda tudi podjetništvo. Povejte, koliko časa ste na čelu vaše zbornice v srednje slovenske regije? Ja, zdaj se zaključuje drugi mandat. 2 mandata sem že nekako opravila skupaj s člani upravnega odbora in mislim, da smo opravili kar veliko dela, ker na začetku ob sami spremembi zakonodaje v prostovoljno članstvo Osrednjeslovenska zbornica pravzaprav ni imela specifičnega programa. Mi smo se takrat takoj odločili, da se bomo usmerjali predvsem v spodbujanje kulture inovativnosti v najširšem smislu, ker če štejemo nekako 2 mandata nazaj, to je skoraj 8 let, ker takrat smo sicer govorili o inovacijah, imeli smo že razpis za inovacije, razvito gospodarstvo, ampak to, kar je še nujno potrebno, spodbujati že mlade v osnovnih šolah, v srednjih šolah, tudi občinska okolja k bolj večji pripravljenosti spodbujanja novih idej, k povezovanju, tega takrat še ni bilo. Tako da v teh 2 mandatih smo to podjetniško kulturo kar precej spodbudili, ne bom rekla razvili, ampak spodbudili, in prav veseli me, da smo v lanskem letu dobili tudi donatorja iz našega gospodarstva, ki nam je zagotovil na področju Stegen v Ljubljani prostor, v katerem lahko razvijamo tudi po metodi coworkinga ideje tistih mladih, ki so se prijavili na naš razpis za inovacije, pa nimajo priložnosti, da bi te inovacije tudi uresničili, predvsem za kakšne izdelke, za kakšen razvoj storitev in predvsem za sodelovanje. Tako da kar nekako dobro sodelujemo in se povezujemo. No. Gotovo bova o tem v nocojšnji oddaji še kaj rekli. Mene bo zanima, če bi vas vprašala, kdo je pravzaprav gospa Marta Turk? Ja, kdo sem jaz? Pravzaprav se mi včasih zdi, takole v podjetništvu, da zgubiš tisto prvo začetno identiteto, zaradi katere si bila nekoč takšna, potem pa si se odločila za podjetništvo in si spoznala eno popolnoma drugačno širino, po eni strani svobodo, po drugi strani pa zelo veliko drugih recimo, ne vem, bremen ali pa tudi ovir. Jaz sem predvsem oseba, ki želim sebi in drugim svobodo duha. Zdi se mi, da je to zelo pomembno, da imamo svobodo duha, da imamo možnost razmišljati in da tisto, kar domislimo in razmislimo, tudi uresničujemo. Sem pa tudi, ne vem, oseba, ki se rada posveča družini. Imam že 4 odrasle otroke, no, zdaj lahko rečem, da že odrasle otroke, in ob vsem svojem podjetništvu sem se vedno trudila, da so tako ali drugače bili tudi oni vedno z mano. Tudi zato se mi je zdelo krasno, da sem podjetnica, ker sem jih lahko pripeljala k sebi v službo, še ko so deklice hodile v vrtec, lahko kar same prišle k meni v pisarno, smo bili tako v bližini. Skratka, nekako ena taka svoboda tudi v tem smislu mi je bila dana s tem, ko sem se odločila za podjetništvo. Naučila sem se tudi, ne sama, ampak skupaj z mojim partnerjem, z mojim možem, tudi kaj pomeni partnerstvo in kaj pomeni tudi v najbolj hudih kriznih trenutkih, tudi v trenutkih razmišljanja, ko eden misli tako, drugi pa o isti stvari povsem drugače, kako najti skupno besedo in kako v tolikih letih tudi, bi rekla, kar napornega podjetniškega življenja ostati skupaj, kajti družina je najpomembnejši nukleus, na katerem se gradi prihodnost tudi vseh tistih, ki so vključeni v to družino, predvsem pa mladih, predvsem pa otrok. No, tako da, kdo sem jaz? No, zdaj po teh letih, po tolikih letih izkušenj, pa se mi zdi, da imam pred sabo še veliko izzivov, da imam eno tako krasno priložnost, da vse te svoje izkušnje, ki sem jih kot podjetnica in tudi kot prej na določenih aktivnostih zberem in jih ponudim tistim, ki bi jih potrebovali, da prenesem kot mentorica to svoje znanje, izkušnje, pa tudi mednarodno mrežo na tiste, ki vidijo od tod pa še naprej, preko vseh teh, da nimo časovnih meja. Tako da
ne vem, vse smo vsi, se mi zdi, ene take večplastne sestavljene osebnosti in to nas pravzaprav bogati. Rekli ste, da ste na samostojno podjetniško pot stopili leta 1989, to pomeni četrt stoletja. Ja. V času, ko morda zapustiti tist varen pristan, bova rekli plače, dohodka, ki je bil enkrat mesečno, verjetno v tistih letih še dovolj reden. Korajžno je bilo to. Ja, verjetno, da je res korajžno, če danes takole nazaj gledam, ampak ne bi si verjetno tako korajžno za to odločila, če prav spomnim se vedno tistega večera, ko sva se z možem pogovarjali o tem, ali bi, ali ne bi, pa kako bi, pa kaj bi, da je on rekel, veš kaj, kar daj, bova že kako zmogla. Ne? In čeprav sem začela sama, šele kasneje se mi je mož pridružil v podjetju, je bila to ena taka garancija za mene, da karkoli se bo že zgodilo, pa tudi če mi kdaj ne bo šlo, ampak bo pa on nekako držal vse tisto, kar je potrebno, tisto oporo, da se bom lahko zatekla po pomoč ali pa po tolažbo. In tako je tudi dejansko držalo. Če danes gledam, veste, vse stvari, pomembne prekretnice v mojem življenju so bile povezane z nekim nezadovoljstvom, z neko jezo na dano situacijo. In tudi takrat sem se za podjetništvo odločila pravzaprav zato, ker sem bila jezna na svojega delodajalca. Jezna sem bila zato, ker sem imela takrat že 3. otroka in delala sem v založniški hiši. Vedno smo imeli sobote pa nedelje dežurstva in vedno je bil problem za otroško varstvo v popoldanskem času, in ko sem dala predloge, kako bi mogoče lahko z bližnjimi vrtci se dogovorili, ne samo zaradi mene, ampak zaradi vseh žensk, ki smo imeli takrat otroke še v taki starosti, da bi se dogovorili z vrtcem, da bi najeli te prostore v popoldanskem času, ko je vrtec tako ali tako zaprt, mi je takratni šef rekel, veste, Marta, midva se pa nisva zmenila ob zaposlitvi, da boste vi imela še 3. otroka. In to me je razjezilo. Hotela sem dokazati, da pravzaprav lahko tudi kako drugače naredimo. Takrat so se ravno začele tudi računalniške zadeve, pojavljali so se prvi računalniki in zdelo se mi je, da s tem računalnikom bom pa jaz premaknila svet. No, in tudi dejansko prvo namizno založništvo, takrat je bila še Jugoslavija, je stalo pravzaprav pri meni v mojem biroju takrat in spomnim se, da so prvi novinarji iz takratnega časopisa Računalnik, mislim, da je bil moj Mikro, prišli in napisali članek, mislim, da imam še nekje spravljenega, da je bila to predstavitev modne muhe namiznega založništva. Ne. Ampak iz tega namiznega založništva je nastalo še zelo veliko drugih grafičnih studijev, ne samo naš. Mi smo potem razvili še tiskarno in dejansko tudi založništvo časopisov in revij. In vsak je šel potem v neke smeri, ki so pa zelo povezane z informacijsko tehnologijo. Velika prednost je tudi v ženskem podjetništvu prav ta IT, nove tehnologije. In če danes primerjam, že takrat sem bila pionirka na področju uporabe IT-ja. Vabili so me takrat po vsej Jugoslaviji, da sem še druge naučila, kako uporabljati računalnik, pa laserski tiskalnik, pa seveda te takrat sodobne programe za oblikovanje besedil. In če pa danes gledam, ker skokovito napreduje ta tehnologija, je pa res predvsem časovno obremenjujoče, da jih slediš. Ampak ni več poti nazaj. Nujno potrebno za vse priporočilo mlade in malo manj mlade, naj se ne bojijo tehnologije, naj izkoristijo to, kar jim nudi. Zanimivo se mi zdi, ne samo, da ste uspeli v podjetništvu, kar se sliši lepo, enostavno, pa gotovo ni bilo, je, da ste tako nekako nesebično pripravljeni to, kar vas je to podjetništvo naučilo, deliti tudi naprej. Izkušnje, znanje, napotke. To ni prav pogosto v podjetništvu, ne? Pa se ne bi strinjala z vami. Najprej bi morda poudarila to, da že ko sem začela sama, kakšno leto ali 2 kasneje, sem čutila eno veliko potrebo, da se povežem s sebi podobnimi in
kot podjetnik ali podjetnica zaznavaš neke potrebe, neke manjke na trgu, ugotavljaš, da se ljudje med sabo ne poznajo, da so takrat že bile priložnosti za vzpostavitev baz podatkov, pa da so bile dostopne samo nekaterim izbranim organizacijam, med drugimi tudi Gospodarska zbornica je bila ena od takih, ki je imela bazo podatkov, pa ni bila dostopna vsem. In da seveda te tehnologije ti omogočajo določeno svobodo, da se začnemo povezovati. In takrat je tudi nastala naslednja ideja, in sicer vzpostavitev baze, pa prvi časopis za podjetništvo Barometer. Ampak ves čas sem pa čutila to potrebo, da ko se začnemo povezovati, da si tudi med seboj pomagamo. Mi smo tako organizirane, predvsem ženske, že takrat ugotavljali, da bi bilo fajn imeti nekakšen klub podjetnic in podjetnikov ali pa klub takšnih v podjetništvu, ki si želimo izboljšati takratno poslovno okolje, pa zagotoviti malo več priložnosti tudi za ženske, za hitrejši vstop v podjetništvo, kajti v menedžmentu tudi danes je situacija taka, imamo mi v Sloveniji kar sorazmerno visok delež žensk na visokih položajih v primerjavi z Evropo, ne? V Evropi je situacija nekoliko slabša. V podjetništvu pa smo imeli takrat na začetku kar zelo majhen odstotek žensk, ki so se odločili za podjetništvo. In za spodbudo, za pomoč, za samopomoč, za neko solidarnost med ženskami se mi je zelo pomembno, da jim to sporočilo tudi vzporedno s svojimi podjetniškimi aktivnostmi tudi posredujem. Tako da vse to prenašanje znanja je zelo pomembno za prihodnost, pa ne samo za prihodnost, ampak tudi za te samega. To te bogati, ko se srečuješ z drugimi ljudmi, z mladimi podjetnicami, podjetniki, ko te vprašajo za marsikaj. Takrat je najpomembnejši, najbolj dragocen prenos znanja. Drugo je, če greš do svetovalca, ki ti seveda po vseh pravilih predstavi določene vsebine z poslovnega okolja, ampak najbolj dragoceno je, ko se srečamo podjetniki med seboj, podjetnice med seboj, mlajši in starejši, tisti z izkušnjami in tisti brez izkušenj, se pogovarjamo o določenem problemu in tista znanja so res takšna, ki potem za prihodnost pomenijo tudi za mlade nekaj. In zato seveda tudi kasneje sem razvila program mentorski v sodelovanju tudi z evropskimi partnerji in po tem programu se ravnamo še danes in kar precej mladih podjetnikov in podjetnic je šlo skozi ta program, tako da so danes uspešni ljudje. Zelo veliko govorite o ženskem podjetništvu. Je recimo, če pogledate teh 25 let nazaj in danes, so se razmere spremenile, se ženske več odločajo za podjetništvo? Ali je to še vedno nekako takšna? Ne, rekla bi, če zdaj to primerjam, ker naredila sem kar nekaj raziskav o tem, kdo so podjetnice in zakaj se za to odločajo in koliko jih je. In če bi rekla takole, leta 95-96 je bila povprečna slovenska podjetnica stara 38 let, imela je 2 otroka pa še nekaj, ni imela dokončane visokošolske izobrazbe, odločila se je predvsem za storitev in po znaku je bila dvojčica. To so nam pokazali takrat podatki iz te raziskave. Lahko danes rečem, da so te podjetnice predvsem bistveno mlajše, da še nimajo otrok, še niso poročene ali pa niso v taki zvezi, da bi se odločile za naraščaj. Se odločajo tudi za storitve, ampak nabor teh storitev je bistveno večji, kot je bilo nekoč. Nekoč je bilo predvsem neka trgovina, pa neke storitve morda v grafiki. Torej, nabor teh storitev je bistveno širši, se odločajo tudi za proizvodne, se raje odločajo za partnerstvo. Tako da je ta zgodba mnogo bolj uspešna. V deležu pa, če primerjamo, takrat jih je bilo recimo v primerjavi z moškimi v podjetništvu okoli 21-22%, danes jih pa lahko štejemo že okoli 30-32%, kar je spet čisto primerljivo tudi z Evropo. V Franciji, denimo, kjer je zibelka evropskega ženskega podjetništva, je 33-35% žensk v podjetništvu v primerjavi z moškimi, tako da smo tukaj kar nekje v pravem merilu, ampak ker seveda se zavzemamo za enake možnosti, je tudi tukaj še kar veliko prostora.
Žensko podjetništvo je pa predvsem pomembno zaradi pomembnega sporočila, ki ga dostikrat prezrejo, ko me sprašujejo, zakaj ženske podpiraš, zakaj vse, to je pa pravzaprav neke vrste diskriminacija. Glejte, če podpremo žensko tudi v podjetništvu, potem zagotovo podpremo še vso družino. Zato je to zelo pomembno. In tudi partnerji bi bilo dobro, da se bi bolj tega zavedali, kajti imeti žensko, ki vodi tudi podjetje in se hkrati potem odloča tudi za družino, pomeni oporo in podporo tudi moškemu partnerju, ne glede na to, ali je tudi on v tem istem podjetju zaposlen oziroma angažiran kot partner, ali pa je v nekem svojem drugem podjetju oziroma nekje druge zaposlen. To je zelo pomembno. Posebej zato, ker si mlada ženska lahko prilagodi svoj delovni čas v času, recimo, odločanja za družino ali pa za naslednjega otroka. Ženska si lahko privošči tudi, da bo delala od doma, kar omogoča sodobna IT tehnologija, in to prispeva k bolj bi rekla, kvalitetnemu tudi družinskemu življenju. Skratka, v tej naglici, v teh bremenih zaposlitve, ko si zaposlen pri drugem delodajalcu, je samo zaposlitev oziroma zaposlitev v lastnem podjetju lahko en odgovor na vse te trenutne izzive. Ni pa to edini odgovor, da se razumemo. In prav s tem namenom tudi zavod, ki razvija to žensko in družinsko podjetništvo Meta? Ja, zavod Meta. Zavod Meta je nastal kot rezultat določenih projektov, ki smo jih razvijali takrat že z ustanovljenim gospodarsko-interesnim združenjem Podjetnost. Mi smo ga že ustanovili leta 1993, ker najprej je bila želja, da bi imeli klub. Takrat smo želeli imeti Zoisov podjetniški klub, no pa v tistem času je bilo to še nemogoče po zakonu. Se je pa leta 1993 zakon o gospodarskih družbah spremenil in je vnesel v zakonodajo oziroma ta zakon nekaj členov, ki so omogočali ustanovitev gospodarsko-interesnega združenja. GIZ Podjetnost je pravzaprav prvo gospodarsko-interesno združenje v Sloveniji, še preden je bil ustanovljen GIZ, Združenje delodajalcev Slovenije. Tako da smo prav ponosni na svojo prvo to številko. Še danes smo večinoma ustanovitelji skupaj, nekaj sicer jih že ni več, ker so žal že pokojni. No, in ker smo razvijali določene projekte preko GIZ-a Podjetnost prav za spodbujanje malega gospodarstva. Prvi projekt je bil projekt TRIS, kjer smo želeli zagotoviti več zaposlovanja v malih podjetjih iz vrst brezposelnih. In projekt je bil zastavljen tako, da smo najprej lahko izobraževali kandidate iz skupine brezposelnih, napotovali so jih zavodi za zaposlovanje in v tem času, ko so bili napoteni na delo k nekaterim malim podjetjem, so imeli tudi sofinanciran ta delovni staž in še nekaj dodatnega izobraževanja. Vse skupaj so imeli na razpolago 1 leto takšnega izobraževanja ob delu, z delovnim razmerjem, to je bilo že delovno razmerje, in zelo smo bili veseli, ker je po 1 letu takšnega sofinanciranja kar 90% tako vključenih ljudi dobilo potem tudi pogodbo za nedoločen čas. Res pa je, da smo od 800 kandidatov, kolikor smo jih napotili vsa ta podjetja po vsej Sloveniji, da smo jih pravzaprav intervjuirali pa kar 3-krat več, da smo potem takšno selekcijo naredili. Tako da ta GIZ Podjetnost je potem zaradi teh različnih projektov, ki smo jih razvijali v okviru GIZ-a, ustanovil zavod Meta, Zavod za razvoj družinskega in ženskega podjetništva. Meta pa ne pomeni ženskega imena, ampak je to mreža elektronskih tehnologij in znanja. No in v okviru tega zavoda Meta smo ustanovili informacijski center Meta, ki deluje še danes. Tam se je razvilo mentorstvo, brezplačni svetovalni telefon. Skratka, od tod naprej potem res konkretno vztrajanje na sodelovanju na ženskem podjetništvu. Smo pa bili tudi 9 let včlanjeni v Svetovnem združenju podjetnic in tudi ta mreža je bila zelo dragocena izkušnja. Rekli ste, da smo nekje v tem evropskem primerljivi z Evropo, ampak vendarle, kako Slovenija podpira to žensko podjetništvo?
Če me vprašate, kako Slovenija nikakor. Zadnji podporni ukrepi, če jim lahko tako rečem, ki so bili dejansko tudi finančna podpora za razvoj ženskega podjetništva, so bili v času ministrovanja dr. Teje Petrin, ki je dejansko razumevala te izzive, ne bom rekla probleme. Skratka, tudi ona je imela vizijo, da je potrebno izkoristiti tudi ženski podjetniški potencial in ga vključiti v celotno tržišče, že zaradi tega, da se seveda ta izrazita recimo poudarek v razlikovanju žensko podjetništvo in podjetništvo nasprav tudi vključi v aktivnosti in predvsem, da se da priložnosti ženskam. Imeli smo pa ves čas eno tako razumevanje, češ, da je žensko podjetništvo nekaj, kar je socialno podjetništvo in nekaj, kar povezuje predvsem revne ženske, neizobražene ženske in ženske, ki so matere samohranilke. Tudi te, ampak ne samo te. Jaz sem zagovornica tega, da podjetništvo mora predvsem ustvarjati dodano vrednost in treba je podpreti take podjetniške ideje, ki zagotavljajo ustvarjanje te dodane vrednosti in ki ustvarjajo tudi priložnost za nova delovna mesta. Zato vedno pravim kot izziv, zakaj ne bi podprli takšnih podjetniških idej, ki jih predstavijo ženske, ki bodo zaposlovale te druge ženske, o katerih sem prej govorila. In nekako prebrala sem tudi eno od vaših mnenj, da torej te podpore čisto takšne sistematične ženskemu podjetništvu ni. Mislim pa, da se tudi povečuje nekako delež visoko izobraženih žensk na seznamu iskalk zaposlitve. Ja, to je, jaz bi že kar rekla, kar tragedija. Poleg tega, da je Slovenija kot družba zdaj tudi prehitela Italijo, ko smo se včasih malo pohecali, češ, da v Italiji odrasli moški pokličejo najprej mamo, ko gredo na potovanje, ker so tako dolgo časa ostajali v domačem okolju. Danes je Slovenija na prvem mestu, kar zadeva ostajanja mladih, izobraženih ljudi doma. To je prvi problem. Drugo, seveda, zakaj ostajajo doma? Ostajajo doma zato, ker nimajo redne zaposlitve, ker nimajo zaposlitve, ki bi jim zagotavljala priložnost, da ustanovijo svojo lastno družino, da se odselijo, da si morda tako ali drugače preskrbijo tudi stanovanje, kaj šele, da bi si ga kupili. In če zdaj gledamo to situacijo, v kateri smo tudi na trgu dela, je najbolj pod pritiskom so predvsem mlade izobražene ženske. Čas, ko se prvič zaposlijo, se je potegnil daleč čez 30. leto. Mi imamo podporne ukrepe za, pa tudi ta hip niti jih nimamo, mislim, da so ukinjeni vsi ukrepi aktivne politike zaposlovanja, ampak ko so bili, da nimo še pred meseci, so ženske, ki so bile starejše od 30-31 let, so že izpadle tudi iz teh sistemov. Kar pomeni, da so to osebe, ki imajo veliko znanja, premalo izkušenj in nimajo priložnosti niti za prvo zaposlitev. Predvsem ženske. Zakaj ženske? Ker delodajalci seveda iz interesa delovne organizacije, se pravi podjetja, gledajo na to, kater človek jim bo prinesel večje pa bolj stabilne koristi, kar se tiče dela. In ženske seveda se pričakuje od njih, da bodo verjetno v kratkem imele otroke, si ustvarile družino, torej bodo šle na porodniško, pa bog ve kaj še. In zaradi tega imajo prednost, pa čeprav ne povemo direktno, predvsem moški. Zdaj, kaj za ženske, ne? Jaz seveda trdim, da je za ženske smiselno ali kooperative, ali seveda ustanovitev podjetja in predvsem to mreženje in sodelovanje. Zelo veliko mladih žensk se tudi za to odloča. Ampak v nekem določenem trenutku pa pride do neke luknje, gap, ne? In za te ženske nihče več potem ne poskrbi. Recimo prav v Kočevju, ko smo se prej na začetku pogovarjali, smo pred časom naredili eno tako povabilo, da smo visoko izobražene ženske povabili na pogovor, da bi za njih oblikovali neke vrste, recimo temu ženski podjetniški inkubator, in zelo veliko se jih odzvalo. Meni se je zdelo zelo žalostno, predvsem to, da nobena od njih ni imela priložnosti niti za prvo zaposlitev in so ostajale že več kot 3 leta doma. Predstavljate si, kako izgubiš samozavest, ko si prišel iz šole, s fakultete,
z nekim znanjem prepričana, da boš začela v tistem poklicu, za kar si se izobraževala, pa ti ne uspe ne prvo leto, ne drugo leto, ne tretje leto in sam o sebi več nimaš prepričanja, da pravzaprav lahko najdeš zaposlitev v svojem poklicu in ostajaš tam nekje zadovoljen s tem, kar se ti pač ponudi, če se ti karkoli. Treba je vse te ljudi bistveno dlje časa potem zbujati k prepričanju, da lahko nekaj naredijo, da se lahko nekaj spremeni in to je v nekem povezovanju, v nekem skupnem centru, v nekem skupnem coworkingu. Tega imamo vse premalo. Tudi s takimi se je potrebno seveda ukvarjati in zato je potrebno podpirati žensko podjetništvo, ker te populacije je posebej v krajih izven glavnih centrov veliko, ne? In za njih ni poskrbljeno in zato mislim, da je takšna mreža, ki jo postavljamo, ta mreža elektronskih tehnologij in znanja, ta mentorska podpora, ki jo tako ali drugače nudimo. Leta so bila, ko nismo imeli nobene finančne podpore iz nobenega, recimo ne evropskega, ne drugega projekta, ampak smo se ženske, ki smo v to verjeli, pa smo že imeli podjetniške izkušnje, odločile, da bomo donirale svoj čas za to, da to omogočamo še naprej. In tudi danes ta program deluje in funkcionira pravzaprav na boj prostovoljstva, da tako rečem. In to na ravni Slovenije ali na ravni vaše zbornice? Na ravni Slovenije in tudi seveda v sodelovanju podpori zbornice, ker moram reči, da seveda tudi v našem upravnem odboru, čeprav so večinoma gospodje člani upravnega odbora zbornice Osrednje slovenske regije, absolutna podpora takim razmišljanjem in takim aktivnostim. Saj gre predvsem za to, da jim omogočiš, da ženskam pa mladim podjetnikom omogočiš dostop do vse te mreže, do vseh teh informacij, ko si oni opomorejo, tako se sami zavedajo, da je pomembno biti del takšne organizirane strukture, naj si bo to zbornica ali morda njihovi lastni klubi. Poglejte, tak primer je recimo 500 podjetnic. 3 dekleta so zastavile to idejo, da bi zbrale 500 podjetnic skupaj, popolnoma na neki volonterski bazi in zdaj bo že, naslednje leto bo že tretjič takšno srečanje, kjer se ženske v enem dnevu zberejo, izmenjajo vizitke, spoznajo zanimive projekte in se vrnejo še več energije, da bodo uresničevali svoje podjetniške cilje. To je zelo potrebno in zelo koristno za slovensko družbo, ker če ne bi bilo še več pesimizma. Povejte nam, recimo, potem podjetnice, bodoče podjetnice poiščejo vas ali vi njih? Kar mene poiščejo, no, v glavnem, ker že tudi poznajo. Zdaj lahko rečem, da se veselimo novega projekta, ker smo na norveškem mehanizmu uspeli in ta projekt načrtujemo, da bo omogočil v vseh slovenskih regijah vzpostavitev podpornih centrov žensk v gospodarstvu. Želja pa je, da bi ti podporni centri, oziroma da bi te, recimo, da bo to na bazi neke koalicije deloval tudi do regionalnih razvojnih agencij, da bi imele ženske tudi nekaj več vpliva na samo odločanje v lokalni in regionalni politiki in potem navzgor. Ker če ne bomo vstopile malo bolj v ta sistem odločanja, potem tudi ne bomo mogli spremeniti ali pa kaj bolj prispevati k gospodarstvu, delovnim mestom in tako naprej. Naj ne zveni vprašanje diskriminatorno, ampak ali recimo potrebuje mlada ženska za to, da vstopi v podjetništvo, morda več poguma, več kreativnosti kot moški? Mislim, da kreativnost ni problem. Pri pogumu je pa verjetno dejansko ta občutek, če si popolnoma sama, potrebuješ neko oporo in če jih je več skupaj, je te opore več. Tudi sama, kot sem rekla že na začetku, če ne bi imela moža, ki mi je rekel, lej bova že kako, najbrž ne bi upala, pa spadam med tiste, ki so zelo korajžne, hrabre in nas ni strah. Zato je to zelo pomembno, ta opora, pa če je to družbena opora ali opora v nekem klubu ali v nekem združenju ali v neki skupini mentorjev in mentoric, ki lahko odgovorijo tudi na kakšna zelo specifična vprašanja. Seveda imajo tudi fantje podobno potrebo, ampak oni se že med sabo dosti pomrežijo, zelo radi rečemo, ne, da se vendarle znajo moški bolje mrežiti kot pa ženske, tudi v poslu je tako. Sicer pravimo, da ženske rade poklepetamo,
razumem, ampak poglejte, mreženje v poslovnem smislu pomeni predvsem to, da ti lahko popoldan ali tudi zvečer preskočiš družinske obveznosti in greš ali na neko večerjo, ali se udeležuješ nekih športnih aktivnosti ali pa kaj takega. Ženske večinoma ob 3-4 tečejo v vrtec po otroke, jih pripeljejo domov, poskrbijo, da so domače naloge narejene, če so to že šolski otroci, šolobvezni otroci, in potem se veste, zvečer je dostikrat treba tudi kakšno srajco zlikati, pa kaj urediti, ne. In moški imajo pa ta servis pravzaprav že zagotovljen, v glavnem, ne. Čeprav moram reči, in to me zelo veseli, da opažam med mladimi pari bistveno bolj enakomerno porazdelitev delovnih obveznosti tudi za dom in za družino in za otroke, in tudi zelo pohvalno je, da imamo vedno več očetov, ki si privoščijo tudi očetovski dopust, in to bilo fajn, če bilo še več tega. Ampak načeloma je pa vedno pravzaprav situacija takšna in zato potrebujejo ženske več opore. Ampak s tem je koristno za družino, za oba pravzaprav. Ne samo za njo ali pa za otroka, ampak za oba. In to je treba seveda tudi tako obravnavati. Ne glede na to, ali v svet podjetništva vstopa ženska ali moški, ni dovolj želja. Jaz bi bila pa podjetnica. Tukaj so določene lastnosti, ki jih mora nekdo, ki vstopa v ta svet, imeti, ne? Ja, lastnosti podjetniške na vseh teh raznih teoretičnih srečanjih, pa tudi predavanjih seveda nanizajo, kaj so pomembne lastnosti. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da je človek načelen in pošten do sebe, in tako kot je pošten do sebe, mora biti pošten tudi do drugih. Da je tudi, kot pravimo radi, družbeno odgovoren, ker vsak podjetnik pravzaprav je človek, je tisti hip, ko se odloči za podjetništvo, izpostavljen očem druge javnosti. Gledajo ga, kako dela s svojimi zaposlenimi, gledajo ga, kako je vpet v družbeno okolje, gledajo ga, če prispeva k tej družbi, ne samo ali služi v tej družbi. In to sporočilo je zelo pomembno. Seveda pa mora biti podjetnik ves čas poln idej in ne more biti kar zadovoljen z situacijo, v kateri je, ampak jo želi in mora spreminjati, mora imeti veliko idej in jih mora biti sposoben tudi uresničiti, ker težko je, če imaš ideje, ampak ne znaš, kako bi jih uresničil. In seveda, če ne veš, kako bi uresničil sam, se mora znati tudi dobro povezovati z drugimi. Danes podjetnik ali podjetnica sam ne bo več uspel. Smiselno je, da se oblikujejo podjetniški timi, in v okviru teh podjetniških timov je spet zelo pomembno etika takih medsebojnih odnosov, veliko zaupanja medsebojnega, in tudi to je zelo pomembno v podjetništvu. Se pravi, zaupanje tudi v samo podjetje, ki ga ta podjetnik ustanovi, v njega kot takšnega. Žal imamo zelo veliko tudi slabih primerov podjetništva, ampak to nas ne bi smelo odvračati od optimističnega pristopa v podjetništvo, od prepričanja, da je to prava rešitev, da nas lahko pripelje do uspeha, do zadovoljstva, in najlepše je, če v podjetništvu delaš tisto, pri čemer uživaš. Nekateri pravijo, da svoj hobi spremeniš lahko v podjetje, in to tudi v veliko primerih drži. Predvsem moraš pri delu uživati. Potem si zmožen delati tudi 16 ali 20 ur na dan, če je treba. Če pa pri tem ne uživaš, je pa seveda vsaka stvar muka. A je treba imeti kakšen poseben karakter, da človek postane podjetnik? Ja, jaz mislim, da drži tista teorija teoretikov podjetništva, ki pravijo, da v vsaki naciji je samo 3% pravih podjetnikov, se pravi tisti, ki imajo idejo, ki jo znajo inovativno uresničiti, ki se znajo povezovati, ki znajo najti vire, tudi če nimajo lastnega kapitala, da znajo to zorganizirati, in da je njihova ideja takšna, ki je res izjemna in ki res se spremeni v zlato. Seveda se lahko podjetništva tudi ljudje naučimo, lahko je to tudi tehnika, ampak to niso tisti podjetniki, ki naredijo preboj, ne, kot jih poznamo, ne vem, radi smo včasih govorili o Billu Gatesu, pa lahko bi govorili o ustanovitelju IBM-a, pa lahko bi govorili o vseh teh mladih ustanoviteljih Googlov, Amazonov in tako naprej. Vse to je vendarle genialna, nora, nova ideja, ne, in ta norost te ideje, nenavadnost te ideje je tista, ki potem prinaša tako visoko dodano vrednost in uspeh na borzi. Koliko pa šteje poštenost?
Ja, poštenost ne da nima cene, ampak seveda jaz mislim, da največ in na tem bi morali temeljiti. Morali bi se zavedati te odgovornosti. In jaz mislim, da se tudi ljudje, ki dajo nekaj na poštenost, na etiko, na moralo in predvsem na to družbeno odgovornost, da se družijo v svojih posebnih krogih in da nekako razpoznajo, kdo so na nek način, da rečeva, odpadniki ali pa kdo ne sodijo v ta krog. Gospa predsednica, mladi, nezaposlenost mladih predstavlja v Sloveniji vse takšen občutek, imamo vedno večji problem in tukaj nekako vstopate s projektom INA3. Ja, tako je. Vedno večji delež mladih imamo, ki iščejo prvo zaposlitev in so visoko izobraženi. Ampak tudi velik delež je tistih, ki se zaradi situacije v podjetjih, ko se zapirajo, znajdejo nekako v zraku, imajo pa še veliko predlogov, rešitev, pa jih ne morejo realizirati, ne. K sreči imamo sicer podporno okolje, ki preko tehnoloških parkov, tudi določenih inkubatorjev, tudi gibanje start-up podjetij, marsikaj že uresničuje in tudi coworkingi, ki so v nekaterih centrih že začeli nastajati, so odgovor na ta vprašanja. No, pri nas smo razvili skupaj z mladimi poseben program, ki mu rečemo INA3, to je I na tretjo potenco ali ideje, invencije, inovacije in vsako leto povabimo mlade, da se prijavijo s svojimi idejami. Niti ni potrebno, da je to invencija ali pa inovacija, ki bi jo bilo smiselno že patentirati, ampak želimo pravzaprav po eni strani spodbuditi mlade, da to, kar razmišljajo, tudi zapišejo, artikulirajo in na podlagi tega jih komisija oceni in podeljujemo tudi nagrade, razstavimo njihove zamisli, predvsem pa na drugi strani tega INA3, ki si ga predstavljam kot en tak trikotnik, imamo delodajalce, ki so zainteresirani za srečanje s temi mladimi, ker ti delodajalci smatrajo, da so mladi ljudje, ki so pripravili svojo idejo, ki so zapisali to idejo, ki so se artikulirali, pravzaprav razlikujejo od tisti, ki so pasivno čakali na neke rešitve in da hočejo nekaj več, nekaj spremeniti. No, tako da smo zdaj že kar tretje leto uspešno pospravili nekaj mladih, da so dobili svoje štipenditorje. Enega so celo povabili, da je šel na izpopolnjevanje v Združene države Amerike, se je zdaj že vrnil nazaj, je vključen v eno od teh podjetij. Imamo pa recimo letos smo imeli 189 prijavljenih idej, razdelili smo po 5 nagrad za vsako kategorijo, se pravi za kategorijo najmlajših tja do 29. leta, potem za tiste od 30. do 40. leta in nad 40. letom. Zakaj? Zato, ker smo ugotovili na prejšnjem razpisu, da je tudi takšnih veliko, ki imajo dobre predloge, pa bi bilo smiselno, da jim damo priložnost. Kaj ta priložnost za njih pomeni? Prvič se predstavijo potencialnim investitorjem ali pa zaposlovalcem, delodajalcem, drugič pa jim tem najboljšim ponudimo v tem coworkingu v Stegnah od donatorja Iskra zaščite, da bodo tam te izdelke lahko tudi realizirali. Razlikujemo se od tehnoloških parkov in start-upov predvsem po dveh pomembnih zadevah. Ena je, da delujemo spet volontersko. Vsi mentori, ki so v to vključeni, niso plačani mentori, ampak so podjetniki in podjetnice. In drugič, da mi želimo predvsem vključiti tiste, ki imajo proizvodne ideje, ki nimajo samo aplikacije iz IT-ja, ker vidimo, da za to področje je zelo veliko možnosti preko tehnoloških parkov, se tam vključujejo start-upi, medtem ko ti drugi, ki imajo morda kakšen izdelek v mislih ali ste celo ga že načrtali, naredili prototipe in tako naprej, te pa nimajo toliko priložnosti in ta priložnost jim je zdaj ponujena v tem coworkingu v Stegnah. Si pa želimo, da bi še kakšno tako zadevo uredili tudi za ženske, zakaj pa ne. Kaj se skriva za besedama projekt Nov As? Ko smo malo gledali, je v bistvu s tem projektom kar zelo vaše ime povezano. Zbornica Osrednje slovenske regije je bila v tem primeru partnerica skupaj z ostalimi partnerji v okviru sredstev Interrega z Italijo, Slovenijo. Glavni nosilci so bili italijanski partnerji, gre za univerzo, ki je razvila
poseben princip strateškega inoviranja in pomoči pri razvoju strateških inovacij v malih in srednjih podjetjih določenih kategorij in dejavnosti. Izbrane so bile kategorije na področju kmečkega turizma, na področju transporta in logistike, na področju proizvodnje in predelave lesa. No in to so te kategorije, kjer smo našli tudi na slovenski strani podobna podjetja, sicer nekoliko manjša po velikosti, ampak predvsem taka, ki so seveda ciljala v neko prihodnost, na neko globalno tržišče. In cela metoda tega NOW-AS-a temelji na tako imenovanem Canvas načrtovanju, Canvas poslovnem načrtu, kjer smo skupino podjetij poskušali spodbuditi k temu, da se gledajo v neki drugačni perspektivi, da bi na podlagi te drugačne perspektive razvili strateški način razmišljanja, inoviranja njihove dejavnosti. Veliko podjetij se znajde v nekem krču, v neki situaciji, ko ima nabor nekih izdelkov, ki jih je pa potrebno razvijati. Vsako podjetje mora ob neki, denimo, zvezdi, ki prinaša denar, istočasno že razvijati nov izdelek ali novo storitev ali neko dodano storitev na program dela, ki ga že ima, če hoče biti ves čas v konkurenčnem boju oziroma v konkurenci z ostalimi ponudniki na, denimo, evropskem trgu. No in to je pravzaprav glavno sporočilo projekta NOW-AS. Poleg vsega, kar ste povedali, se zdaj zelo intenzivno ukvarjate s projektom Zdravi na delovnem mestu. Gre za evropsko kampanjo za promocijo zdravja. Ja, tudi z partnerji je Zbornica osrednje slovenske regije v lanskem letu kandidirala na razpis zdravstvene zavarovalnice in smo razvili kar samostojen portal, tako imenovan portal Zrno zdravja. To je multimedijski portal, na katerem smo predstavili večino ostalih projektov, ki se ukvarjajo s promocijo zdravja na delovnem mestu. Med našimi partnerji tako zbornica, Obrtna zbornica Slovenije, kot tudi Združenje delodajalcev v obrti in podjetništvu, potem 7 združenj v okviru zborničnega sistema, pa še mnogi drugi, kot recimo Kmetijsko-gozdarska zbornica. Skratka, na tem portalu lahko vsak zainteresiran najde ogromno informacij o tem, kaj pravzaprav pomeni promocija zdravja na delovnem mestu. Vse skupaj izhaja pa pravzaprav iz naše zakonodaje. V naši zakonodaji poleg obvezne priprave izjave o varnosti in tveganju na delovnem mestu imamo zadnjih 2 leti in pol že uveljavljeno tudi dodatno določilo, da mora vsak delodajalec poskrbeti tudi za promocijo zdravja na delovnem mestu. Kaj pa zdaj pravzaprav to pomeni? Lahko bi pomenilo marsikaj, ampak mi poskušamo na tem našem portalu Zrno zdravja omogočiti predvsem v prvi vrsti delodajalcem. Imamo zelo veliko malih delodajalcev, ki si ne morejo privoščiti kakšnih velikih programov, ampak potrebno je predvsem dvig zavedanja tako zaposlenih kot seveda delodajalcev, kako pomembno je skrbeti za zdrav način življenja. Tako da na samem portalu Zrno zdravja je zelo veliko recimo gibalnih vaj ali pa kratkih napotkov, kako naj mali delodajalec sam pripravi sebi tako dodatno izjavo o promociji zdravja na delovnem mestu, sam postopek, sklic sestanka s kolektivom, dogovor o tem, kaj bi bilo najbolj smiselno, in zelo nas veseli, da smo v času priprave tega projekta ugotovili, da zelo veliko malih delodajalcev ima več od enega ukrepa. Se pravi, ne samo, da nimo skrbijo za razgibavanje ali pa opozarjajo na zdravo prehrano, celo organizirajo zdravo prehrano ali pa organizirajo kakšna posebna izobraževanja, recimo o, ne vem, gibanju, o zdravem načinu življenja proti stresu, tudi kakšne protistresne vaje ali pa masaže na delovnem mestu, kjer gre za storitvena podjetja, kjer ljudje morda večinoma sedijo. Vse to je predstavljeno na portalu Zrno zdravja in s tem smo pravzaprav naredili tisto osnovno stvar. Zmanjšali smo stroške delodajalcem, ker si lahko brezplačno na hubu to tudi ogledajo in se seveda sami lotijo te izjave, kajti
vsak tak dodaten strošek pomeni pravzaprav pritisk na samega delodajalca. V tej situaciji, ko imamo tako velike težave v gospodarstvu, je seveda tudi to zelo pomembno. Rekla bi tudi to, da ljudje premalo vedo o brezplačnih preventivnih zdravstvenih pregledih, tudi te so predstavljeni na hubu Zrno zdravja in smiselno je, da si ljudje to ogledajo. Mi seveda pričakujemo, da se bo portal nadaljeval, ker smo objavili tudi možnosti za e-izobraževanje, pa tudi za psihosocialna tveganja oziroma za test psihosocialnih tveganj v podjetju, kajti vse skupaj se pa začne pravzaprav z merjenjem prav tega. Kakšni so odnosi v delovnem okolju, kako se ljudje med seboj razumejo, ali ima delavec možnost, da pove svoje predloge, ali je slišan strani delodajalca in z druge strani, ali delodajalec ima občutek, da je pri njem zaposlen človek pravzaprav pripaden in lojalen do podjetja, ki mu daje delo in pravzaprav kruh. Boste kaj tega izkušenj, napotkov morda tudi dali v kakšno video obliko, ki jo bo mogoče videti tudi recimo ne nazadnje na naši televiziji? Ja, zelo se veselimo priložnosti, da bomo v botanskem času verjetno pripravili krajše prispevke, ki bodo sistematično pravzaprav opozarjali, kaj pomeni promocija zdravja na delovnem mestu. Zdi se mi smiselno opozoriti predvsem na to, da smo v raziskavah ugotavljali, kajti v tem letu dni je bilo vključenih v razne izobraževalne programe preko vseh teh partnerjev, ki so predstavljeni tudi na Zrnu zdravja, več kot 15.000 ljudi, da smo ugotovili, da dejansko delodajalec, ki uvaja promocijo zdravja na delovnem mestu, lahko računa na precej privarčevanih sredstev, predvsem na račun zmanjšanja bolniških odsotnosti, ki se seveda poznajo kar precej pri delodajalcu, kajti eno je seveda odsotnost zaradi bolniške, drugo je nadomeščanje odsotnega delavca in seveda uvajanje tega novega delavca v tem času, že to je kar precej velik strošek, seveda pa so tukaj še boljša produktivnost, če so ljudje zadovoljni na delovnem mestu. Vse to uči in opozarja portal z svojimi vsebinami. Mi si pa želimo, da bi se ta vsebina širila tudi ne samo v smislu delodajalci pa morajo to narediti, ampak predvsem vsak je odgovoren za zdravje sam. Kakšen je njegov lasten odnos do zdravja na delovnem mestu, kako se vede, ali vstane vsako uro pa se malo pretegne, če sedi ves čas za računalnikom ali ne, kako se sproščajo ljudje, da pravzaprav preprečujejo ta stresna tveganja, to je zelo pomembno in to poskušamo naučiti ljudi. Gospa Marta Turk, mislim, da ne samo enkrat smo zasledili nekako vašo izjavo, da bi moralo biti odpiranje podjetij bolj poceni, da bi bilo treba skrajšati postopke pridobivanja dovoljenj, predvsem pa zmanjšati goro papirjev, ki jih potrebuje nov podjetnik, podjetnica, predno začne delati. To je seveda v tem vašem, bova rekla, pogledu, da se da marsikaj narediti tudi prek računalnika doma, iz dnevne sobe ali pa iz delovne sobe. Ne? No, saj, gledajte, če takole pogledamo, je danes ustanoviti podjetje res preprosta stvar. Od doma greš na evim točko pa pravzaprav prijaviš svojo dejavnost, ki jo boš opravil. In tukaj pravzaprav nimajo več podjetniki težav. Ampak, a veste, samo ustanoviti podjetje ni vse, ne? Moraš tudi vedeti, v kateri dejavnosti boš podjetje začel, kaj pomeni druga zakonodaja, ki zadeva to isto dejavnost. Recimo, ne vem, če boš odprl trgovino z živili, je nekaj drugega, kot če boš odprl trgovino z, ne vem, kemijskimi preparati ali kaj podobnega. Vse te stvari, ne samo za trgovino, ampak za mnoge druge dejavnosti se je treba pravočasno seznaniti in mi pa preprosto puščamo zdaj podjetnikom občutek, novim mladim podjetnikom občutek, da je dovolj, da registriraš podjetje in potem kar se samo leti na kupček. Pa to ni tako, ne. Se pravi, prvo je pomembno seznanitev z samim poslovnim okoljem in mrežo, v kateri deluje tako podjetje. Drugo, res je, bolj ko smo vključeni v delu, torej v Evropi, več imamo pravzaprav zahtev in predpisov, tako na področju, ne vem, okoljskih
predpisov, tako na področju drugih dejavnosti, tako na področju različnih znanj, ki so ali pa predpisov, ki so eni vezani na domače okolje, drugi pa, če hočeš še malo v Evropi poslovati, pa še na evropsko okolje. Tako da nekako sem tlele kar pesimistična, da zmanjšanje birokratskih ovir najbrž ne bomo dosegli. Po drugi strani pa spet, kar počez zmanjševanje birokratskih ovir lahko pomeni tudi slabo, ne? Mi smo recimo ukinili določene minimalne zahteve za izobrazbo recimo v gostinstvu ali pa v trgovini, kar pomeni, da pravzaprav ljudje, ki so se šolali za takšne poklice ali pa tisti, ki se za te poklice sploh niso šolali, so izenačeni, ni pa to enaka kvaliteta, ki jo ponuja tak ali drugačen človek, oziroma ne spodbujamo ljudi, da se bi dodatno izpopolnjevali in izobraževali. In kakorkoli že obrnemo, če pa kaj velja v podjetništvu, pa velja imeti znanje. In to znanje je nemogoče prenesti na nekoga drugega. Ga moramo kar sami imeti, če že zaradi drugega ne, zato da lahko druge, ki pri nas delajo, ocenimo, ali so kvalitetno opravili svoje delo, ker ga poznamo tudi mi. Ne moremo se temu izogniti, če govorimo o podjetništvu, o malem gospodarstvu, o rasti tega gospodarstva. Tako da večji problem je v sredstvih, ne? Če želi podjetje rast, preprosto malo podjetje skoraj da nima možnosti, da bi dobilo kredit, da bi dobilo začetna sredstva, razen če gre za res super dobro start-up podjetje, ki ima dobre ideje, pa se potem tudi poslovni angeli najdejo. Eno tako preprosto, navadno podjetje z neko dejavnostjo, pa da nima sredstev, bo težko prišlo do denarja. Posebej zdaj, ko imamo že kar nekaj časa odnos bank do podjetništva pravzaprav zelo, bom rekla, rigiden pa zaprt, da ne bom še kakšne druge besede uporabila, in je težko bankirje premakniti, da bi spodbujali podjetništvo v tisti meri, kot bi rabili. Tako da stvari so se sicer na nek način izboljšale, ne? Včasih je bilo potrebno kar precej predpisov izpolniti, preden si lahko registriral podjetje, in 14 dni je trajalo, da si dobil potem to registracijo, če si izpolnil vse obveznosti. Danes podjetje lahko ustanoviš, da nima v pol ure. Ampak je pa danes na trgu 190 tisoč gospodarskih subjektov. Pred leti, takrat, ko sem jaz ustanovila podjetje, je bilo pa mogoče 800. Leta 1989. Tako da tukaj so kar velike razlike. Zahtevnost po znanju, po informacijah, kot je danes pred mladimi podjetniki, je bistveno višja kot včasih. Zato jaz res priporočam, da se podjetniki povezujejo med sabo, da se vključujejo v različne organizacije, kjer lahko dobijo potem takšna znanja in takšne informacije, da se izognejo kakršnekoli težavam. Ker ko enkrat greš v podjetništvo, skoraj da ni poti nazaj. Vsaka majhna napaka te pa lahko stane že kar nekaj denarja. Recimo, prej smo se pogovarjali o promociji zdravja na delovnem mestu. Med drugim je v zakonodaji zagrožena kazen od 2000 do 40 tisoč evrov, kolikor podjetje ne bi imelo dokumenta, s katerim je izkazalo, da je pripravilo tudi promocijo zdravja na delovnem mestu, ne samo izjave o varnosti in tveganju, kar je pa seveda tudi zelo pomembno sporočilo. Morda še čisto na kratko, kako bo podjetništvu naklonjeno leto 2015? Jaz mislim, da se stvari izboljšujejo in da bo kar v redu. Tudi se odpirajo neke finančne linije iz Evrope, slišimo, da so nam odobrili program, tako da jaz kar verjamem, da bo šlo, ampak seveda ne več na malo. Morali se bodo podjetniške skupine povezati med sabo in se res odločiti za evropsko tržišče, če že ne za globalno. Hvala lepa, gospa predsednica Marta Turk, da ste si vzeli čas, in hvala za vse, kar ste nam povedali. Hvala za povabilo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, vam pa hvala lepa za pozornost in nasvidenje.